Zdaj pa pričenjamo z osrednjim programom simpozija in sicer z okroglo mizo na aktualno temo z naslovom sobivanja slovenskega in angleškega jezika v slovenskem akademskem prostoru. Okroglo mizo bo vodila novinarka Radia Slovenije, gospa Mojca Delač. Mojca, izvolite. Najlepša hvala. Najprej organizatorjem za povabilo, hvala lepa vsem, tudi že vnaprej mojim sogovornikom pri okrogli mizi. Dober dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj, tisti doma in tisti po svetu, ki vas torej te besede dosežejo vse okrog sveta. Besede omenjam in poudarjam prav zato, ker bodo nekako v naslednji uri in pol nosile ključno vlogo. Govorili bomo namreč o sobivanju slovenskega in angleškega jezika v slovenskem akademskem prostoru. Iskali priložnosti za sobivanje, morda izkoristili tudi tisto misel o drznosti, ki jo je predsednica Vtisa malce prej omenila, in torej pretehtali, kaj že imamo, kaj bi lahko imeli in kako bi bilo lahko to bivanje in sobivanje torej uspešno. Še preden pa predstavim moje sogovornike in torej še preden začnemo z debato, pa kar pošiljam lep pozdrav v tujino, in sicer v Belgijo, kjer nas že pričakuje Margot de Hirteveld, magistrica jezikoslovja, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvijanjem jezikovnih politik. Trenutno je zaposlena v mestni občini Leven kot strokovnjakinja za jezikovno politiko mesta in nam bo v kratki predstavitvi predstavila nekaj svojih ugotovitev, nekaj svojih raziskav, ki jih bomo lahko v nadaljevanju morda tudi vzeli za kakšno iztočnico za debato v našem pogovoru. Lahko povem, da ima Margot zelo rada jezike, jih tudi poučuje, uči se tudi slovensko, morda čez nekaj let takšno predstavitev ali pa še prej opravi tudi v slovenščini, no tokrat jo bo v angleščini, sem jo pa vseeno prosila, da izbere 5 besed svojih najljubših, ki jo tako ali drugače v slovenščini opisujejo, in izbrala je jezik, gore, glasba, učiti in učiti se in smejati se. In čeprav jih je 6, smehu mislim, da nihče ne bo gledal v zobe in smo ga vsi veseli. Margot, hello to Belgium. I'm looking forward to hearing your presentation, so the virtual floor is yours. Izvoli. Najlepša hvala, Mojca, in dober dan vsem skupaj. Zelo vesela sem, da sem tukaj, in hvala za povabilo. So I will now continue in English for the rest of the presentation. I was asked to give a short presentation today about English in higher education, and more specifically about the situation here in Flanders and in our neighboring country, the Netherlands. So what will I be talking about today? So first of all, I will say something about language in higher education in general. Then I will zoom in on the situation here in Flanders and the Netherlands, and I will share with you some of the ongoing concerns with regard to the position of English and Dutch in academia, and I will also give you some numbers. Then I will turn to what research tells us about English in higher education and also about language in higher education. And I will conclude with some good practices based on some research and our experiences here in Flanders. So first of all, language is quite a broad concept. And when we talk about language in higher education, or when we think about introducing foreign languages or a foreign language into higher education, it can be helpful to see and to distinguish the different language uses in higher education and the different contexts in which language plays an important role. And there are more or less 7 contexts that can be distinguished. And the first 3 types of language all have to do with the classroom setting. So we then distinguish the instructional language, the language of the course material, and the language of the tasks that students need to do.
for example, write a paper, give a presentation, and so on. And these languages aren't necessarily the same. So for example, in Flanders, you have many courses in Dutch where students need to read a lot of handbooks or articles in English. Another type of language that is often also distinguished in higher education is what is called the main language. So what is the language of, or which are the languages used in the workplace? So between staff, but also between staff and students on a formal level as well as on an informal level. And what is the communication language of the institute? So in what language does the institute communicate internally with its employees on a formal level, but also externally? And then, of course, you also have the language of scientific communication. So in what language is information exchanged in academia on a national level, but also on an international level, for example, at conferences or during seminars? And of course, what is the language of scientific publications? And it's also interesting to know all these different uses of languages, because it also helps us to see in what domains we want to validate or consolidate the use of the national language. Now, I will come back to this slide a bit later on in the presentation. I will now turn to the situation here in Flanders and the Netherlands with regard to English in higher education. And we actually have a very interesting situation here, because in Flanders, that's the part where I am from, so the northern part of Belgium, and in the Netherlands, the official standard language is Dutch. So we share the same language, but Dutch takes a different position in higher education. So as regions or as countries, we responded very differently to this internationalization trend. And this has to do also with historical reasons, but I will come to that in a minute. Now, this difference in response becomes very clear when we look at the number of English language programs in higher education. So in the Netherlands, around 20% of all bachelor programs is in English. 74% of master programs is in English. Whereas in Flanders, you see that the numbers are much, much lower. So we have only 3% of bachelor programs in English and around 20% of the master programs in English. Now, when we look at the percentage of international students in Flanders and in the Netherlands, it's actually quite interesting to see that these percentages don't differ so much between Flanders and the Netherlands. So when you look at this figure here, so it's about the percentage of international students of the total student cohort. And with international students, it's in every possible meaning of the word. So we speak about EU and non-EU bachelor students, master students, on a short stay, on an extended stay, but also PhD students. And when we look at the numbers here, we see that in the Netherlands, about 11% of all students are international. In Belgium, the number lies a bit lower, but when we exclusively look at Flanders, we see that the number or the percentage is even higher than in the Netherlands. And this here is Slovenia, so the third arrow. So this actually means that in the Netherlands, a lot of native speakers of Dutch, so Dutch students, follow programs in English. Now, let's look a bit at the concerns, the ongoing concerns, because despite the fact that the numbers are quite different, we do share the same concerns, more or less, with regard to our language, the same language, but also with regard to education and society. Now, when we take a look at the language,
one of the main concerns is that introducing English in higher education will lead to a loss of prestige of Dutch. So the position of Dutch as an academic language will become lower. It will devaluate a bit because it loses one of its functional domains. Another concern has to do with the impact that it might have on Dutch vocabulary. When English becomes more dominant in higher education, this would mean that we would use, for example, much more loanwords from English, that we no longer would translate technical terminology to Dutch, and that we would also use the existing Dutch terminology less and less. Another concern is that it might have a negative impact on students' Dutch language proficiency level, but also when we look at English, there is also the concern that students and staff don't master the English language well enough, that their level of language proficiency isn't good enough to teach or to follow English language programs. And this also is a bit linked to the following concern, namely on the level of education, that a lot of content might be lost in translation because of this poor English proficiency, which in its turn also leads to devaluation of programs, of subjects. And this concern is especially present in the Netherlands because there is less or almost no testing of the staff. In Flanders, when people need to teach in English, they need to pass a language proficiency test. But in the Netherlands, this is rarely the case. Another concern on the level of education is that because of this large influx of international students, there might be less access to higher education for national students. And this is a concern primarily in the Netherlands, which is also a bit striking because we have just seen with the numbers that actually the percentage of international students in both regions is more or less the same. On the level of society, one of the concerns that is often mentioned is that because of the amount of English scientific publications, that there is less access for every citizen to the scientific knowledge in the national language. And this also has an impact on science journalism, which function it is to translate very specific knowledge to a broader audience. But when this source knowledge is in English, this will also be more difficult for the journalists to translate this information and also to use really words from the national language. So it's also a bit linked to this possible impact on Dutch vocabulary. So these are the concerns, or most of the concerns, that are currently going on here, and also the concerns with a lot of debate. Now, I would quickly like to focus a bit more on this situation in Flanders, because I think it's also interesting for Slovenia. In Flanders, we have a very different attitude towards Dutch than the citizens of the Netherlands. And this is because of historical reasons. So in Belgium, we have 3 official languages. We have Dutch, of course, but also French and German. And the language barriers in Belgium were only official around 1963. So this meant also, for example, for my home university, the University of Leuven, that it became only a monolingual Dutch university in 1968. Leuven is situated here in the north part of Belgium, so in Flanders, and which is officially a Dutch, at the time, which was officially a Dutch-speaking region, but still there were many courses in French, and also the official language of the university was also French. So only at the end of the 60s, it became monolingual. So in Flanders, we had to fight really a lot for the position of Dutch
also in higher education. And because of this historical background, we have an enormous variety of language decrees in our country. And in these language decrees, there is also information about higher education and about the languages that can be used in higher education. So we have in Flanders a maximum quota of English programs. For the bachelor's, that's 6%, for the master's, that's 35%. And there are also a lot of criteria that need to be fulfilled in order to organize an English program. For example, for each English program, there has to be a Dutch language equivalent in the Flemish community. The English program must have an added value to, among others, the professional fields. So you really need to give arguments for your choice of an English program. Students and staff must always have sufficient access to language support, and students must always be allowed to take their exams in Dutch, even when they follow an English program. So these are a few examples of these criteria. And sometimes these criteria also result in a very creative way of dealing with it. For example, there are in theory a lot of Dutch language equivalent programs, but in practice, actually not really. What's also important to know is that in our Dutch language programs, there is always still room for foreign languages. And in reality, that's often English. So in our bachelor's, we can have a maximum percentage of around 18% of courses that can be in another language than Dutch. And for master's, that's 50%. And I actually try to look up the numbers, but it's very difficult to quantify this information. It's also very institution dependent, but there are Dutch language programs in which there are still some courses, for example, taught in English. That's perfectly possible. Now, if we go back to all these language contexts or uses in higher education, we get a very nuanced picture. So you see, for example, you can have a situation where the instructional language, the language of the tasks and the course material can be 100% in English, but also a combination of English and Dutch. The main language, for example, can be 100% Dutch. When you think, for example, of the English language programs in the Netherlands, where there are only native students following the program, the communication language of the institute might be in English. And for the language of scientific communication, you can also have a combination of English and Dutch. Now, let's look at some research. So what does research actually tells us about English and language in higher education? And a first interesting question is, does English have a negative impact on Dutch proficiency in higher education? And unfortunately, the answer is we don't really know, because there is little large-scale research that has been done. There are a lot of explorative studies of master theses, for example, and these studies show no empirical evidence to support this concern. But a large-scale study hasn't been done yet, so it's difficult to really say it doesn't have a negative impact at all. There has been done a lot of large-scale research on content and language integrated learning in primary and secondary education, which means that, for example, a course like a geography is given in English or French, and this research has shown that there was no negative impact on the national language. Is there a negative impact of English education on study success? Also there, the answer is the same. We don't really know. But this year there has been the University of Radboud in the Netherlands, which shows that students following English programs have lower grades than students following the equivalent Dutch program. So there is something going on there, and this mostly has to do
with the fact that the results of cognitive research aren't taken into account, because there has been done a lot of cognitive research about the impact of English on students' cognitive capabilities. So can students process and remember information in English as good as in their native language? And the answer is yes, but you do need more time. So it takes more time to read, to listen, to talk in a second language than in your native language. And actually that's quite logical, but this isn't often reflected in the educational system. And why that it takes more time has to do with academic vocabulary and terminology mostly. With regard to writing, the research has shown that if you are, for example, a good writer in your native language, you're also very likely to be a good writer in your second language, because writing involves a lot of language transferable skills, like writing a coherent text, linking your sentences, linking your paragraphs, writing in a cohesive way. And when you can do this in one language, you're also very likely to be able to do this in another language. Now, when we look at more generally at language in higher education, we see that many students struggle with academic language in general, irrespective of a specific language, irrespective of it is in their native language or not. And this is quite concerning, because research has also shown that there is a correlation between language proficiency and study success. So to have a good language proficiency is actually a necessary, it's of course not the only, but it's a necessary condition for study success. Two more things here. There has also been done a lot of research on bilingualism and multilingualism. And the research shows a lot of positive effects on a more personal level. So you have an enhanced working memory, increased cognitive flexibility and creativity if you are bilingual, or if your multilingualism is also stimulated and supported. And a last point that I would like to mention here is what is called in research the myth of decline of language. And it actually refers to a very persistent narrative in societies over time. So societies throughout history also always have concerns with regard to their national language. Their national language is often seen as something that really needs to be protected against external threats, like, for example, internationalization or migration. Or a few years ago here in Flanders, there was a whole debate about young people that communicates mostly through text messages, Twitter. This also has an impact on the language. So actually these concerns about language are of all time, and they will always be, to a certain extent, present in our society. But what's interesting is actually that longitudinal research does not support this concern. So language does not decline. It changes, but it does not really decline. So actually these concerns have very little to do with internationalization, which doesn't mean that we shouldn't take them seriously, but it's important to know that this myth of decline is always a bit present. So I will now conclude with some good practices. So we have seen that language is very important. So a structural university language policy is also something that's very important to stimulate all students, their academic literacy and proficiency in general is something that is also the task of higher education. And on a student level, you can offer the necessary language support, you can define language competences and so on. On the level of staff, you can professionalize staff with regard to language. For example, how can they stimulate vocabulary acquisition when teaching? You can integrate the content with the language in courses, in tasks, in evaluation. And on a more curricular level, you can develop gradual learning trajectories. So you can introduce academic language step by step.
Also important to take into account the results of the cognitive research. When you implement certain rules or regulations, you can also implement, for example, specific exam facilities. And it's also important to be aware that the switch to an international classroom is, of course, also more than a language switch. It also involves cultural and linguistic differences. So in the end, it's always about finding the balance. Of course, on the one hand, consolidating, protecting, strengthening the national language. On the other hand, also prepare students for a global professional environment. And I think that a few interesting questions that can be asked is, in which contexts within the fields of science and higher education might the national language lose ground due to the introduction of English? What are the consequences for the national language, for science, for the society as a whole? And what can research tell us? What language support initiatives can we develop in order to guarantee a fully fledged position of the national language within science and higher education? And how can we stimulate students' academic language proficiency in general? So I think, I'm sorry, I'm 3 minutes over time. I just wanted quickly to say that I have a few references in my slides. So if you're interested, you can take a look at this later. So thank you very much. And for me, that was all. Hvala. Hvala lepa, Margot. Thank you very much. If there are any questions connected to your presentation, we will have a bit of time at the end of the roundtable. So I will forward it to you, but please stay tuned with us, because I'm sure that you gave many quite a thought for the next couple of, not only hours, but a couple of days. Zdaj pa torej čas, da predstavim moje sogovornike na okrogli mizi, na kateri bomo tudi iskali to ravnotežje, ki ga je Margot omenjala, torej ravnotežje med enim in drugim jezikom, med slovenščino in angleščino v slovenskem akademskem prostoru, morda pa vmešamo še kakšen oziroma še katerega izmed jezikov. Da predstavim svoje sogovornike in da ostanem še v tujini in virtualni pozdrav pošljem najprej v Francijo. Doktorica Alenka Čopič je znanstvenica na področju celične biologije, ki že vrsto let živi in deluje torej v tujini, v Franciji tudi že mnogo tega. Je raziskovalka in vodja skupine na Francoskem inštitutu za znanstvene raziskave in tudi trenutna predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Doktorica Jana Javornik je generalna direktorica Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je profesorica delovnih razmerij na Univerzi v Licu, tudi gostujoča raziskovalka z izkušnjami marsikje po svetu, od Stockholma, Omeje, Utrehta in Alberte. Z nami je tudi profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, od leta 2004 zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, od leta 2010 predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, ki nam bo torej dovolil pokukati tudi, kako je z internacionalizacijo in načrti na Univerzi v Mariboru v nadaljevanju. Asistent dr. Igor Žunkovič je tudi z nami, asistent na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Središče njegovega zanimanja pa predstavljajo neurokognitivni pristopi k raziskovanju književnosti in branja, torej gotovo tudi malce komentira te kognitivne uvide in raziskave sobivanja obeh jezikov v nadaljevanju, ter tudi zgodovinsko razmerje med literaturo in empiričnimi znanostmi, zlasti fiziko in biologijo. In seveda prav lep pozdrav tudi profesorju dr. Marku Stebeju, rednemu profesorju za slovenski jezik na Univerzi v Ljubljani, dolgoletnemu predstojniku Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in predstojniku oddelka za slovenistiko. Seveda je že vrsto let aktiven pri vrsti projektov povezanih z jezikom in jezikoslovjem. Tako da najprej seveda še enkrat virtualen pozdrav vsem in dobrodošli na tej okrogli mizi.
Upam, da kamere in mikrofoni delujejo, tako da se bomo dobro slišali. Pa mogoče, profesor Stabej, bi začela kar pri vas. Slišali smo kar nekaj izkušenj in utrinkov, kako je v Belgiji, kaj lahko glede na zdajšnja leta oziroma zdajšnje čase ali pa v pogled 2 desetletij nazaj rečete, koliko pa pri nas pravzaprav že vemo oziroma imamo nekih empiričnih podatkov o tem, kaj pravzaprav prinaša sobivanje angleščine in slovenščine oziroma kaj to pomeni za slovenski jezik? Hvala. Zelo povedna in krasna predstavitev je bila. Malo sem pritrjeval, malo sem zardeval. Mogoče bi začel, upam, vsaj z malo poredno trditvijo, da tukaj nikoli ne gre za jezik, ampak gre za ljudi, ne. Je pa res, da je zelo odvisna situacija in dogajanje od tega, kako ljudje v nekem prostoru na jezik in jezike gledamo. In tukaj se mi zdi, da bi se zelo posrečeno, ne samo govornica bila, ampak tudi posrečena situacija izbrana za primerjavo. In potolažili so me zaključki, da celo v tistem okolju pač nekih empiričnih raziskav, zlasti teh longitudinalnih, ki bi lahko večne dvome ali pa večne strahove potrdila ali ovrgla, ni, ne. Pri nas smo zaradi specifične situacije tudi nekoliko v zaostanku s tovrstnimi raziskavami, ker pravzaprav dolgo časa niso imele nobene družbene teže. To se pravi, bi strnil tako, v zadnjih 20 letih smo imeli veliko bojev javnih glede vprašanja angleščina, slovenščina in ali in tako naprej. V praksi se je marsikaj že spremenilo, prilagodilo, izboljšalo, ampak še vedno pa nimamo niti približno predstave, kako bi upravljali neko večjezičnost in kaj za vsem tem je. Pa dobro, recimo dvojezičnost, ampak jaz sam bi rekel, vsaj malo tudi puščam prostora za, pri svojem razmišljanju o tem, tudi o drugih jezikih, ne. Ampak, ja, ena od stvari je, da pri nas v javni debati je zelo pogosto se samo z delom cele pojavnosti občasno ognjevito ukvarja, ne, tudi z vsemi polemikami, ki presegajo, bi rekel, celo neko spodobnost javne debate in tako naprej. Ne ukvarjamo se pa s praktičnimi problemi marsikdaj. In moja izkušnja, in marsikdo je tudi med publiko teh, ki imajo velike zasluge za to, recimo s tem, kako se je v zadnjih nekaj letih uredilo vsaj na Univerzi v Ljubljani vprašanje tujih študentov, teh redno študirajočih in tudi njihovega jezikovnega izobraževanja v slovenščini funkcionalnega, dokazuje, da je premik, hkrati pa imam izkušnjo, da bi rekel, znotraj akademske sfere lahko pripoveduješ o določenih potrebah in nujah po ukrepih, ki praviloma celo niso dragi, ne stanejo veliko, lahko pa veliko pripomorejo. Če ni nekaj, kar bi bilo uveljavljeno, ali pa bi rekel že itak samo po sebi dano, ne, je do tega težko priti. Jaz bi tako rekel, no, mogoče za izhodišče, da ne bom predolg, v Sloveniji, v slovenskem prostoru imamo dolgo časa imamo neko iluzijo, da itak je enojezičnost nekaj, kar je običajnega in najbolj normalnega v akademskem svetu, in skušamo zelo natančno opredeliti izjeme, kot smo tudi videli, ne, pri flamski situaciji. Pogosto pa se ne znajdemo, ko je treba, kot rečeno, racionalno razmišljati. Je pa res, ne, da so vse te, kaj je ona rekla, ne, skrbi oziroma odprta ali pa problematična mesta, pa najbrž je nekaj na tem, tudi če nimamo empiričnih raziskav, ne. Zdaj, dejstvo je, s tem bi končal z 2 anekdotama, recimo, pri nas marsikdaj z angleščino, dejansko tudi pri komuniciranju, ne znanstvenem, pa ne pedagoškem, ampak tudi pri administrativnem se zgodi, da se komu zdi, da bi lahko angleščina itak nadomestila slovenščino, ne, to pa povzroča težave ne samo na čustveni, ampak tudi na kognitivni ravni, se mi zdi, ne.
Ena taka stvar je bila, ne vem, zadnja ta evalvacija, ne več NAKVIS-ova, ko je, ne vem, tipična situacija, da med 20 ljudmi je en tuj evalvator in potem naj poteka vse v angleščini, ker je en tuj evalvator, kjer se je potem uredilo drugače. In se spomnim tudi neke komunikacije, recimo z nacionalnega tegale centra CMEPIUS, za evropsko sodelovanje, ki pošilja okrožnice občasno, tudi kar v angleščini celi slovenski akademski skupnosti, pri čemer smo večina naslovnikov, bi rekel, slovenskimi naslovi in tako naprej. Drznost, odgovornost, je rekla predsednica. To združiti je težko, zato se treba pogovarjati in sem zelo vesel, da ta okrogla miza je. Hvala lepa. Hvala lepa. No, ko smo že pri pogovarjanju in vprašanjih in odgovorih, tudi za vse, ki poslušate to okroglo mizo, seveda velja, da lahko svoje vprašanja zastavite v posebnem obrazcu Q&A, se imenuje torej vprašanja in odgovori tukaj spodaj na vaši Zoom aplikaciji. Seveda nekaj minut gotovo temu namenjamo ob koncu naše debate. Poleg tega pa lahko že zdaj povem, da se seveda ta debata po končani okrogli mizi seli tudi na platformo Slack, kjer boste lahko zastavili svoje vprašanja, povedali kakšno idejo, svoje dileme, svoje izzive, svoje zaključke. Doktorica Javornik, vi se seveda kot generalna direktorica Direktorata za visoko šolstvo z vprašanjem internacionalizacije le-tega veliko ukvarjate. Mogoče najprej, če profesor Stabej zaključil z anekdotami, čisto vprašanje za vas, glede na to, da ste že vrsto let tudi sami po svetu v različnih institucijah, v državah z različnimi jeziki. Je bil jezik kdaj ovira? Najprej hvala za povabilo, lep pozdrav vsem. Moja predhodnika sta res ponudila zelo veliko food for thought, če dovolite, da si drznem govoriti v svojem prvem jeziku. In sicer, ko sem se odzvala na povabilo Slovenije, da se začasno vrnem v Slovenijo v tej funkciji, je bilo to oktobra lani, je delovna skupina za noveliranje zakona o visokem šolstvu ravno razpravljala o tako imenovanem famoznem 8. členu zakona o visokem šolstvu, ki regulira uporabo slovenskega jezika v visokem šolstvu. In takrat je bila vrnitev po 2 desetletjih v Slovenijo zelo velik kulturni šok. Kar sta kolega pred mano opozorila, zagotovo drži, strasti so izredno napete, čustva prevladujejo v tej razpravi, bistveno manj pa je tukaj nekega racionalnega pogovora o vplivu jezika, uporabi jezika in tako, kot je povedal kolega profesor Stabej, ravno gre za ljudi, ne gre samo za jezik kot neko našo mišico in instrument in politične hierarhizacije, ampak dejansko za ljudi, ki jezik uporabljamo. Zdaj, če odgovorim na vaše vprašanje, seveda je jezik vedno problem, vedno, zaradi tega, ker kadar ne govoriš v svojem jeziku, ki je katerikoli pač je ta svoj jezik, si vedno omejen z določenim besednjakom, tvoj besednjak vedno omejuje tisto, kar želiš povedati in na nek način potem tvojim poslušalcem odraža tvojo sposobnost artikulacije. Zlasti, recimo, kolega v Q&A je sicer že vprašal oziroma omenil, da v Združenih državah Amerike nikoli nimajo težav z narečji, moje izkušnje pa so ravno drugačne. In sicer predvsem iz britanskega akademskega okolja se mi zdi, da gre za veliko snobizma pri prepoznavanju določenih zlasti vzhodnoevropskih narečij, da gre za veliko nekih določenih hierarhičnih odnosov, tudi recimo do narečij, ki govorijo moji kolegi iz Afrike, čeprav je recimo angleščina njihov prvi jezik. Skratka, jezik dejansko postaja nek instrument vključevanja in izključevanja določenih družbenih skupin in postaja ključno orodje moči in nadmoči. In številni moji, zlasti španski kolegi ali pa predvsem kolegice pogosto opozarjajo, recimo, da imajo težave pri promocijah in tako naprej, ker vemo, jaz ne vem sicer kakšna znanost za tem, ampak španski kolegi zelo težko izgubijo ta svoj španski pridih tudi v angleščini.
In se na nek način potem to kopiči pri določenih, recimo temu, občutkih segregacije, tako imenovanih underdogov, torej nas migrantov v nekih tujih okoljih, ne vem sicer, če ostali kolegi delijo to izkušnjo, verjetno ni pa najbolj osamljena. Drug primer, recimo, ki je ta naša famozna nordijska saga, pravljica, po kateri se vsi tako radi zgledujemo, ki recimo že po prvem letu zahteva, da vsi, ki smo vključeni torej v ta trg dela, obvladamo jezik tekoče. Statut recimo moje lokalne univerze je, da po enem letu oziroma da vsi sestanki potekajo izključno v švedščini, kar pomeni, da tudi recimo za nekoga, ki se je švedščine šele začel učiti, je to eden od elementov izključevanja. Skratka, ne moreš polnopravno sodelovati v tem. Tako da ja, zelo dolg odgovor na vaše vprašanje, jezik definitivno je več kot zgolj neko orodje. In zdaj seveda, izhajajoč iz tega, čisto konkretno vprašanje, kaj to pomeni za neke strategije in za oblikovanje in izhodišča za naš visokošolski prostor, torej kaj to pomeni še več poudarka na kvaliteti angleščine in kaj potem narediti na kvaliteti slovenščine, se pravi, spet smo pri tem vprašanju sobivanja. Hvala za to vprašanje. Vseeno se mi zdi, da je ključnega pomena to, da se ne pogovarjamo o izključni dihotomiji slovenščina versus angleščina. Nenazadnje je Slovenija večjezična družba. Imamo zelo veliko ljudi, ki imajo slovensko državljanstvo, katerih slovenščina ni prvi jezik, niti ni to materni jezik, zato je treba zelo previdno tudi pri uporabi tovrstne terminologije. In kar se tiče sobivanja, poglejmo recimo, če pogledate na svoj ekran, okrog vas so same angleške besede. Pa mi povejte, na kak način bi se danes lahko uspešno vključili na Zoom tisti, ki imate manj veščin uporabe opreme IKT, če ne bi obvladali angleščine. To ne pomeni, da ste seveda zato, da ste se priključili danes na Zoom, da je vaše znanje angleščine brezhibno, globoko in tako naprej, ampak določena tehnično izrazi pa je vendarle potrebno razumeti. Nenazadnje tudi, da naša moderatorka Mojca uporabi izraz Q&A, recimo, ki bi bil v določenih okoliščinah verjetno neustrezen, ker Q&A pač ni slovenski izraz. Ampak problem, recimo, na katerega me opozarjajo sogovorniki na področju visokega šolstva, ni toliko vprašanje sobivanja, kolikor je, vsaj zame in v moji začasni funkciji, vprašanje administrativno-upravnih okvirov, ki potem zamejujejo možnosti in priložnosti, ki jih lahko resor visokega šolstva na to udejanji oziroma ne. In tukaj imamo, kot rečeno, mislim, da smo zelo posebna država, sicer so kolegi v ekipi Marka Stabeja naredili raziskavo na to temo, ampak smo precej unikatni, ker tako eksaktno celo v specialnem zakonu reguliramo uporabo nacionalnega jezika in ob že obstoječem drugem zakonu ter ustavni določbi. Skratka, imamo kar 3 formalno-pravne okvire, ki določajo in zamejujejo uporabo enega versus drugi jezik. Skratka, to sobivanje jezika, vprašanje kvalitete, mislim, da je vsaj na področju visokega šolstva na nek način nekoliko pase, če dovolite ta provokativni zaključek. Pa z veseljem elaboriram, če bo potrebno. In samo še čisto kratko vprašanje, preden se premaknem naprej, se pravi, direktorat nekako meni, da bi bilo potrebno več avtonomije pri izvedbi študija v tujem jeziku, ko govorimo o univerzah. To drži? Drži, ob vseh predpostavkah, ki smo jih seveda predstavili, in sicer da obstaja nek jasen okvir, v katerem imajo vsi, ki govorijo slovenščino, pravico in možnost opraviti svoj študij v slovenskem jeziku, se izražati v slovenskem jeziku, da se slovenske raziskovalce, raziskovalke, akademike še vedno ocenjuje in habilitira na podlagi njihovega prispevka k ohranjanju in razvoja slovenskega jezika, pa vendarle, da sami presodijo glede na disciplinarne specifike, glede na ostale specifike, kdaj je uporaba in vnos drugih jezikov, torej ne samo angleščine, primernejša. Tu pa mislim, da recimo država zelo težko, zelo natančno in decedentno predpiše eno ali drugo.
Hvala lepa. Profesor Zdravko Kačič, to je seveda odlična iztočnica, da vprašam, kako je na Univerzi v Mariboru. Omenili ste v predstavitvi oziroma prebrala sem, da je verjetno in je veliko interesa recimo tudi iz okoliških držav, recimo iz Avstrije. Je bila kdaj debata, ali je bolj modro razmišljati slovenščina in angleščina ali recimo v tem primeru slovenščina in nemščina? Pozdrav, hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, zagotovo je vprašanje jezika, še posebej v slovenskem okolju, izjemno občutljivo vprašanje, ki vključuje veliko tudi pogosto čustvenih odzivov in seveda čustvenega vidika. Ko se pogovarjamo o jeziku v visokem šolstvu, se pravzaprav je verjetno smiselno najprej vprašati, zakaj se to vprašanje sploh zastavlja. Kaj pa je narobe, če poučujemo, če nekako gradimo slovenski strokovni jezik in zakaj bi bilo potrebno slovenski visokošolski prostor obremenjevati, da tako rečem, še z drugimi jeziki. Nenazadnje naši dijakinje in dijaki, ki se vpisujejo na univerze, imajo za seboj že 11 let učenja tujega jezika, po večini gre za angleški jezik. Torej verjetno vprašanje, ali uvesti angleški jezik ali pa tuj jezik v visokošolski prostor tudi za tiste študijske programe, ki niso pravzaprav namenjeni učenju nekega jezika, ali je to res smiselno. Torej, ali imamo to kot izbiro, ali morda moramo to čutiti kot nujo. Komu je namreč to sobivanje jezikov sploh namenjeno? Tako da mislim, da ko govorimo o sobivanju, moramo najprej si zelo jasno razjasniti, zakaj pravzaprav to je vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati, in sem vesel, da je današnja tema okrogle mize prav ta tema, ker je v slovenskem prostoru v preteklem obdobju, kot so že vsi moji predhodni govorniki povedali, zagotovo bila vsaj občasno zelo aktualna in tudi s čustvi prevzeta tema razprave. Torej sam gledam to v širšem kontekstu. Dejstvo je, da se svet globalizira že desetletja in tudi, da znotraj te globalizacije morajo za svoj obstoj in razvoj posamezne države, družbe skrbeti, da tako rečem, svojo konkurenčnost, pa kakorkoli nam je ta beseda morda neljuba, ampak to je edini način, da v bistvu zagotovimo svoj obstoj. In na področju gospodarstva je internacionalizacija že dolgo leta znan način zagotavljanja tovrstnega veliko obstoja in nadaljnjega razvoja. Podjetja se internacionalizirajo na način, da nastopajo na tujih trgih, na način, da tam ustanavljajo svoja podjetja, na način, da tam zaposlujejo svoje kadre ali pa kadre iz lokalnih območij in tvorijo takole več kulturne, več narodnostne, več jezične skupnosti. Zato, ker s tem pravzaprav kopičijo v svojih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih seveda kritično maso znanja, s katerim lahko zagotavljajo razvoj, s katerim lahko zagotavljajo svojo konkurenčnost. In zato menim, da je ključno, da razumemo, zakaj sobivanje tujega jezika v slovenskem visokem šolskem prostoru ni izbira, ampak je nuja. Namreč v okviru globalizacije je, tako kot sem že omenil, ključno to, da se združuje predvsem ustrezno odlično znanje, ki zmore napor razvoja, seveda gospodarskega v tem primeru, in s tem večanja konkurenčnosti podjetij na lokalnih in svetovnih trgih. Seveda je v tem okviru ključen problem gibanja možganov. Vemo, da iz slabo razvitih delov že desetletja govorimo o odlivu možganov, o brain drainu. To je prisotno tudi v našem okolju, nenazadnje iz okolja, iz katerega sam prihajam, Univerza v Mariboru, severno-vzhodna Slovenija, imamo velik
veliko težavo v tovrstnem odlivu možganov, sredi 20 000 naših someščanov se dnevno vozi v sosednjo Avstrijo, na delo, od tega je velik del tudi visoko izobražen. Če imamo na eni strani torej prisoten brain drain, kot rečemo z angleškim jezikom, imamo pa na drugi strani tudi že desetletja prisotno in tudi znano politiko spodbujanja priliva možganov, torej brain gain, ki ga vodijo predvsem Združene države Amerike, Velika Britanija, Kanada in Avstralija. Torej predvsem države, ki imajo tudi angleški jezik seveda kot svoj uradni jezik, ali pa vsaj enega od uradnih jezikov, ker jim je to vrstna težava govoriti o sobivanju jezikov seveda ne prisotna, ker se že pri njih uporablja angleški jezik. In kje, če ne visoko šolstvo, je pravzaprav tista ključna točka, kjer se takšna internacionalizacija izvaja, kjer se privablja mlade, perspektivne, nadpovprečne študentke in študente, ki na vseh stopnjah študija dejansko tam študirajo, ustvarjajo, generirajo novo znanje, ki ostaja v lokalnih okoljih, ki ostaja v lasti univerz in ki ga lahko preko sistema prenosa znanja v industrijo seveda tudi prenašajo. Samo da morda ilustriram, od leta 2000 je bilo 40% prejemnic in prejemnikov Nobelovih nagrad, ki so delovali na univerzah v Združenih državah Amerike, tujcev. V letu 2016 je bilo od 6 prejemnikov vseh takšnih, ki so bili tujci, torej ki so se izobraževali drugje in so potem prišli ustvarjati v Združene države Amerike. Da ne bom predolg, bi želel zaključiti samo to, da se moramo kot družba pravzaprav odločiti, ali želimo biti konkurenčni tudi vnaprej in ali smo to sposobni narediti z lastnimi potenciali intelektualni, ki jih imamo, pri čemer se zavemo, da nam vsako leto odide v tujino upoštevanja vredno število zlatih in diamantnih maturantov, torej tistih najboljših, potem se moramo vprašati, kako jih bomo nekako zadržali pri nas, ali pa vidimo univerze kot tiste ključne točke, kamor se pravzaprav tudi mi pridružimo prizadevanjem za, bomo rekli, brain gain v slovenskem prostoru, tudi dotok možganov, ampak za kroženje možganov, da bodo tudi k nam prihajali sposobni mladi, ki bodo pri nas študirali in seveda študirali na način, da bodo se ne rabili učiti slovenskega jezika, ker seveda, če gledamo pri nas 60 km, vsaj od nas je Tehniška univerza v Gradcu, ki ima 100% študijskih programov doktorskih v angleškem jeziku, 50% na magistrskem študiju in mislim, da 30% na prvi stopnji, bodo verjetno, verjamem, šli tja. Torej, kako zastaviti internacionalizacijo na način, da bomo konkurenčni in da bomo lahko videli to kot problem družbe, ki jo mora širša družba prisvojiti, da je to nekaj, s čimer bomo kot družba zagotovili svojo konkurenčnost. To pa seveda pomeni, da morajo tako ministrstva usklajeno delovati kot univerzitetni prostor, da bodo poskrbeli tako za vize, za nastanitve in pa seveda preko alumni klubov tudi vzdrževali stike z našimi diplomanti, doktorandi, ki bodo kasneje naši industriji v svojih lokalnih okoljih lahko odpirali vrata naši industriji. Torej, ko govorimo o sobivanju, sam vidim to kot bistveno večjo zgodbo, kot zgodbo ohranjanja konkurenčnosti širše družbe, ki mora kot celote poskrbeti za sistem, ki bo krepil našo konkurenčnost in ki bo odpiral vrata naši industriji v tujini. To je sistem, ki ga poznajo v tujini že dolga leta in tudi iz avstrijskih podjetij, ki zelo pritiskajo na našo univerzo in na naše študente v smislu izvajanja aktivne kadrovske politike, lahko dnevno se pravzaprav prepričujemo, da jo zelo dobro obvladajo in poznajo. Hvala lepa, profesor Kačič. Mogoče čisto kratko samo preverim cilje univerze, imam tukaj oziroma strategijo internacionalizacije, da bo leta 2020 recimo delež študentov iz tujine za celotno obdobje študija vsaj 10% in med visokošolskimi učitelji, sodelavci in raziskovalci, do leta 2020 vsaj 10% tujih državljanov. Čisto na kratko v enem stavku, ste to dosegli?
Ja, zdaj, to so cilji iz nacionalnega programa visokega šolstva, ki smo jih tudi mi seveda povzeli do leta 2020. Kar zadeva študentov smo dosegli, kar zadeva zaposlenih ne, vendar je potrebno tukaj dodati, število študentov, ki študirajo pri nas, je pravzaprav, so to večinoma tisti študenti, ki prihajajo iz bivših republik, torej Jugoslavije, tistih, bi rekel, ki pa prihajajo izven tega območja, je pa bistveno manj. In tudi tukaj zdaj vprašanje, kako zastaviti, kako široko, kje iskati internacionalizacijo, kako to uskladiti z strateškimi cilji države, gospodarstva, da bo to usklajeno. V tujini je to enovita politika, pri nas žal tukaj težko vidimo to v tej širini. Se pravi, zelo široke teme, ampak naj bo ključen v tej naši debati, torej jezik. Doktorica Čopič, kot omenjeno, vi ste že vrsto let tudi po svetu in na lastni koži pravzaprav okušate, kako je življenje v družbah različnih jezikov. Kako pa vi gledate recimo s svojimi izkušnjami na to vlogo angleščine v slovenskem akademskem prostoru, tudi kot predsednica svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki si na nek način trudi, privabiti, povabiti ljudi v Slovenijo na delo, predavanja, raziskovanja. Dober dan. Pozdravljeni, hvala. Jaz bi se tudi zahvalila za povabilo na to zelo zanimivo okroglo mizo. In v bistvu jaz tukaj predstavljam ene pobegle možgane. Jaz v bistvu že 20 let živim v tujini in moram reči, da se mi ta termin mi zelo ni všeč, se mi zdi zelo pesimističen, ker po eni strani sama sebe ne smatram kot pobegle možgane, ker kljub temu, da že 20 let živim v tujini, v bistvu vzdržujem stike zelo tesne z kolegi na Ljubljanski univerzi, trenutno sem predsednica svetovne mreže. Mislim, da v bistvu veliko prispevam iz tujine k razvoju stvari v Sloveniji, pa tudi veliko iz tega črpam, tako da v bistvu nekako ohranjam odnos in ne bi rekla, da sem v kakršnemkoli smislu pobegnila. Druga stvar, ki se mi zdi malo pesimistična pri tem izrazu, je, da v bistvu trenutno sem jaz v Franciji, to se pravi, sem pobegli možgani iz Slovenije, sem pa brain gain v Franciji, kamor sem prišla zelo nizkim znanjem francoščine, tukaj moram to najprej povedati. Torej, in v bistvu se mi zdi, da nekako svet, kakršen je danes, moramo gledati na to kot pretok možganov, ki mora biti, ker če hoče biti Slovenija konkurenčna, ne more biti zaprta. Ljudje bojo odhajali, ljudje bojo prihajali. Pogovarjamo se o tujih študentih na Ljubljanski univerzi, na slovenskih univerzah. Zdaj, tuji študenti so povezani tudi s tujimi raziskovalci na univerzi in nekako en uspešen način, kako privabiti tuje študente, je tudi, da se privabi tuje raziskovalce in ne spoznam nekaj primerov na Ljubljanski univerzi. In v bistvu me to zanima tudi nekako iz moje osebne izkušnje, ker jaz imam zelo podobno izkušnjo tudi v Franciji. Jaz sem v Francijo prišla pred 8 leti, že nekako predtem sem dolgo časa bivala v Ameriki. Tukaj delujem kot celična biologinja in v bistvu sem prišla, kot rečeno, v Francijo z zelo nizkim znanjem francoščine in sem v bistvu si tukaj ustvarila zelo uspešno kariero na podlagi angleščine. S tem, da Francija nekakor ni država, ki je zelo odprta, je ravno tako zelo skuša ohranjati svoj jezik, je tudi stara kolonialistična sila, tako da ima nekaj odpora do uporabe angleščine, zakaj angleščina, zakaj ne drug jezik. Te ste se tudi nekaj pogovarjali do zdaj, vprašanje dvojezičnosti napram večjezičnosti. Zdaj, jaz bi tukaj rekla, zakaj angleščina? Pač po nekem defaultu, mehanizmih zgodovinskih se je angleščina uveljavila kot mednarodni jezik. Recimo na mojem področju jaz ne morem delovati brez angleščine. Vsi študenti se tega zavedajo, nekako zato, da si uspešen celični biolog, pa to ne velja zdaj samo za celično biologijo, ampak za vse naravoslovne tehnične vede, nekako angleščino moraš znati. In lahko čutimo odpor do tega, lahko čutimo, skušamo braniti svoj jezik, nam je naš jezik pomemben, ampak dejstvo je, da angleščina nekako danes je danost, ki tega se moramo zavedati. In tukaj bi tudi rekla nekaj o tem položaju migranta, ki ga je omenila gospa Javornik. To se pravi, sem kot rečeno že 20 let migrant in kako se počutim s tem, to vprašanje, ali sem underdog, ali se počutim v redu kot migrant.
nekako bi rekla, da v bistvu jaz sem nikoli v svojem strokovnem življenju nisem počutila kot underdog. In en razlog, zakaj to je, da v bistvu že, ko sem šla v tujino 20 let nazaj, sem zelo dobro govorila angleško. In tudi v Franciji imam v bistvu, kot rečeno, sem prišla z precej slabim znanjem francoščine. Mi je to v vsakodnevnem življenju, mi to ni olajšalo življenja, ampak v mojem strokovnem življenju pa v bistvu me to ni uveralo, sem v bistvu lahko napredovala, dobro delala z angleščino, ker se nekako vsem, tudi v Franciji ljudje dovolj zavedajo, da pač v bistvu angleščina je nujna, ravno tako kot v Sloveniji se zavedajo, da morajo privabljati tudi tujce, zato da ostajajo konkurenčni. Tako da v bistvu bi rekla, da se nikoli nisem počutila kot underdog, zato ker sem pač znala angleško. In še ena stvar, ki se mi je zdela pa zanimiva, je bila pa tole pri prezentaciji Margot na začetku, ki je omenila to v bistvu vprašanje pisnega jezika. In to je tudi nekaj, kar sem jaz opazila, da v bistvu z učenjem pisanja v enem jeziku se tudi učimo pisati v drugem jeziku. In to je tisto, kar je v bistvu v strokovni komunikaciji važno, pač da znamo komunicirati v tistem jeziku, ki je pomemben za strokovno komunikacijo. Tako da v bistvu znanje, dobro pisanje v slovenščini, jaz sem imela zmeraj rada slovenščino, sem tudi zelo pridna učenka pri slovenskem jeziku, sem rada pisala tele proste spise pa vse to. To se mi zdi, da je bilo nekaj, kar mi je pomagalo tudi pri angleščini, da sem nekako se naučila dobro pisati v angleščini in to je nekaj, kar mi stalno pomaga pri moji karieri, da znam pisati v angleščini, da se znam izražati v angleščini in kot rečeno, z tega sem dobila podlago iz slovenščine, se mi pa zdi važno to, in to vidim tudi recimo pri svojih študentih, da je to povezano. Kako znamo pisati, lahko potem to prenesemo na drug jezik. Je pa to, da znamo pač komunicirati med sabo, ena ključna veščina v vsaki panogi. Zdaj, v bistvu, ne glede na to, če bi se zdaj kar nekaj tu uveljavila francoščina, bi morala to prenesti na francoščino, ampak vsem bi ta komunikacija ostala. Se vam morda zdi, da po vseh teh izkušnjah, vem, da ste bili tudi aktivni pri projektu za širjenje znanstvene pismenosti med dodiplomskimi študenti, in da sem prebrala, si želite kdaj napisati kak poljudno znanstveni članek v slovenščini o svoji temi. Saj se vsi strinjamo, kako pomembno je za to gibkost jezika, za funkcionalnost slovenščine, pravzaprav, da se razvija skupaj z raziskovanjem. A bi imeli kaj težave recimo s terminologijo, če bi svoje raziskave skušali ubesediti v slovenščini? V bistvu, mislim, mi je težje. Nazadnje sem imela predavanje v Sloveniji v slovenščini 2 leti nazaj. To je bilo v organizaciji Društva za biofiziko, kjer so me vprašala, bi rada predavala v angleščini ali v slovenščini. Jaz sem čisto nekako iz svojega ponosa in pač rekla, jasno bom predavala v slovenščini in sem se zelo potrudila, da sem našla termine v slovenščini in so mi vsi rekli, v bistvu po mojem predavanju so mi čestitali, nekateri moji kolegi v Sloveniji, da sem tako dobro se znašla za slovenskimi izrazi. Tudi recimo, znam, recimo v Sloveniji deluje biokemijsko društvo, ki ima svoj terminološki slovarček. V bistvu se mi zdi to nekaj, kar vsi, ki nam je, pač slovenščina je moj materni jezik in pozmerno moj materni jezik in meni pozmerno važno, da bom znala se izražati v slovenščini. Tako da mi je definitivno lažje pisati strokovno v angleščini, ker poznam boljše izraze, ampak če pa sem primorana, se bom pa potrudila napisati v slovenščini in najti izraze. In poleg tega je pa, kot so tudi rekli, recimo, če pa se mi zdi pomembna tudi komunikacija z nestrokovno publiko. Tukaj pa jasno je treba komunicirati v jeziku, ki je publiki najbližji. Tako da, recimo, meni se mi zdi pisanje pač poljudno strokovnih člankov važen del mojega poklica. In je to nekaj, kar bom zmeraj želela delati v slovenščini. Recimo, nikoli ne bom tega delala v francoščini, ker nikoli ne bom prišla v francoščini do nivoja, kjer bi se mi zdelo, da znam nekaj lepo napisati po francosko. Tako da v bistvu, odkar sem v Franciji, se mi zdi še bolj se naslanjam na te slovenske korenine, ker je to izpolni v bistvu en del, ki ga tukaj kot migrantka ne morem doživeti.
Najlepša hvala. Torej, govorimo o sobivanju slovenskega in angleškega jezika v slovenskem akademskem prostoru. Vidim, da se tudi vprašanja oziroma vtisi in odmevi že nabirajo. Hvala lepa za potrpežljivost, dr. Igor Žunkovič, da je beseda seveda vaša. Kako vi gledate oziroma kaj je po vašem mnenju nekak ključni izziv, kako aktualna znanstvena dognanja vpeljati v slovenski akademski prostor, torej na eni strani raziskovanje, pa po drugi strani pa to pedagoško delo in prenos znanja. Kako razmišljate o tem? Hvala za besedo in živjo in pozdrav tudi vsem kolegam in kolegicam in vsem, ki poslušajo. Ta temeljni problem vpeljevanja angleščine kot učnega jezika je, če se to dela po moje kot neko edino sredstvo za doseganje cilja, s čimer je cilj tako ali tako že zapisan, torej zvišanje kakovosti kvantificiran pa tako, da se pač v samoevalvacijah študijskih programov in poročilih o kakovosti šteje tuje študente na posameznih študijskih programih. To morda ni ali pa vsaj ni edini kriterij kakovosti, bi si predstavljal. Kolegica De Hertefeld je tudi pravilno, oziroma zelo ustrezno našla tisto edino študijo, ki sem jo tudi sam našel, o tem, kakšne so posledice vpeljevanja angleščine na Nizozemskem v tolikšni meri in posledice deloma so tudi v tem, da je znanje angleško študirajočih Nizozemcev nekoliko slabše v primerjavi s tistimi, ki študirajo pač v maternem jeziku, kar ni presenetljivo. Mislim pa, da tu problemi niso nerešljivi. Angleščina kot znanstveni jezik je neko dejstvo, mimo katerega ne moremo na vseh področjih. Mogoče nam je lahko zlasti komparativistom žal, da ni večjezičnost nekako bolj prisotna in da se mogoče študij ali pa učenje večjih jezikov manjša na račun učenja angleščine, tudi kot Štajerec. Jaz sem imel prvi tuji jezik nemščino in je žal, kolega Kačič pogotovo temu pritrdil, da učenje nemščine tudi na Štajerskem ni več tako popularno, nemščine ni več tako popularno, pa tako pogosto, kot je najbrž bilo včasih, tako da tu nam je lahko žal za nečim preteklim, ampak jezik se razvija, tudi jezikovna politika se mora razvijati. Zdaj, kako bi pa, jaz imam popolnoma nekaj konkretnih predlogov, kaj bi se dalo narediti. Če vpeljujemo, zagotovo moramo povečati mednarodno sodelovanje, projekte, izmenjave in tako naprej. In omogočati vračanje ali začasno, projektno ali pedagoško ali raziskovalno Slovencev in Slovenk, ki delajo in študirajo v tujini. To je po mojem nujno. Še bolj pomembno se mi zdi vpeljevanje aktualnih znanstvenih dognanj in spoznanj v pedagoško prakso, ki absolutno zahteva tudi najbrž prevajanje terminologije, terminološke slovarje, kot je kolegica Čopič pravilno povedala, da delajo. Najbrž je morda kemija ni najboljši, ali pa mogoče celo je dober primer, glede na to, da je tam res angleščina močno prisotna tudi pri slovenskih raziskovalcih in raziskovalkah. Torej, predlogi bi bili takšni, recimo, spodbujanje pa tudi pri habilitacijah, ne samo finančno, temveč tudi točkovno, spodbujanje prevajanja znanstvenih člankov, znanstvenih besedil, temeljnih znanstvenih del. Danes recimo prevod nekega temeljnega znanstvenega dela iz kateregakoli tujega jezika v slovenščino nič ne šteje za. Je pa to zelo konkretno in zelo pomembno delo, ki pogosto kodificira in utrdi znanstveno rabo terminologije za naslednje leta, desetletja ali celo še več. Potem jezikovna podpora učiteljem. Učitelji moramo znati jezik, v katerem učimo. To se je tudi na Nizozemskem in na Flamskem zelo lepo pokazalo. Ankete, ki so jih delali, so pokazali, da
imajo učitelji, da imamo učitelji, se mi zdi, boljšo percepcijo o tem, kako dobro obvladamo nek jezik, študente in študentke so pa bolj kritični in da znanje jezika ni zmeraj takšno, kot bi moralo biti in tako naprej in tako naprej. Super, torej nekaj zelo konkretnih. In tako, to bom še rekel, jezikovna diverziteta, torej ne samo znanje večjih jezikov, ampak obstoj večjih jezikov v vsaki znanosti je nek doprinos k tisti znanosti, ker jezik vendarle ni samo sredstvo komunikacije, ampak je medij ali pa je kot voda, v kateri živimo, in tudi čutenje in mišljenje in kognitivno doživljanje med jeziki je drugačno, se spreminja, dokazano je, da imamo govorci iste osebe, ki govorimo v različnih jezikih, različne osebnostne značilnosti, ne bistveno, ampak malo različne in tako naprej, tako da mislim, da tudi diverzifikacija. Da je mogoče malce vseeno škoda, da obstaja samo angleščina kot res nek znanstveni jezik, kar je pač, to je pač dejstvo. Doktor Žunkovič, najlepša hvala. Profesor Stabej, pa kar bi prosila mogoče vse za nekaj čisto konkretnih predlogov, idej, kaj torej narediti in storiti najprej, če vprašam vas, torej, kako zagotoviti to razsežnost mednarodnega delovanja. Zdaj smo veliko slišali o tem, zakaj je internacionalizacija, konkurenčnost pomembna tudi za visokošolski prostor, hkrati pa zagotoviti tudi razvoj jezika, ki je gibek, se spreminja, torej tudi znanstvene slovenščine, znanstvene terminologije. Kaj torej najprej narediti, kaj storiti? Mislim, kaj storiti? Odgovorno in drzno naprej. Samo, zdaj to je lažje reči, razmeroma težko storiti, zlasti, ker na ene stvari nismo vajeni biti pozorni. To sem hotel s tistimi anekdotami opozoriti svojimi. Zdaj, tukaj recimo, prvič, zelo dragocen je bil prva prosojnica kolegice Hertefeld, ja, se opravičujem, kjer je jasno pokazala, da je pač tam, kjer se raziskovalci, pedagogi srečujemo in kako komuniciramo, ni en prostor, ampak je vsaj 7 komunikacijskih prostorov in tudi nas je zdaj pravzaprav nas vleče v jezik poučevanja, čeprav je kolegica Čopič lepo razgrnila, se mi zdi to večplastnost komunikacije, tudi stališča posameznika, ampak akademski prostor je kompleksna reč, ki je od administracije, najbolj brutalne administracije, do znanstvenega objavljanja z vsem vmes. In mi smo že itak navajeni dolgo časa biti večjezični, na kar pozabljamo. Mislim, kater študij, celo slovenistika, je možen, ne da bi nekdo vsaj približno kaj prebral v tujem jeziku, tega ni, od nikoli ni bilo to možno. Še takrat, ko je bilo v srbo-hrvaščini v glavnem brez upoštevanja avtorskih pravic vse prevedeno. Ampak mislim, tako da te neke večjezičnosti smo vajeni, ampak zdaj se pa pogovarjamo samo, v glavnem, ne mi, ampak načeloma se pogovarja samo o poučevanju. Pa še to se potem meče v isti koš izmenjavne študente na kratek rok, tiste, ki nam prihajajo iz soseščine, kot je rekel kolega Kačič, kar je mednarodna razsežnost, ampak ni gain, ne vem kaj že, ta gain, ampak je pač dejstvo, ki ga s pridom lahko izkoriščamo in glede na demografsko sliko naše, bi rekel, populacije slovenske, je pač itak nuja na nek način. No, ampak kaj lahko naredimo? Lahko bolj organizirano, bolj praktično razmišljamo o teh jezikovnih razmerih, ampak to je pa lažje spet reči, kot narediti. Možno je zagotavljati znanje slovenščine za tiste, ki prihajajo, to sam vem. Možno je, bi rekel, poučevanje jezika, v tem smislu se mi zdel zelo dragocen podatek, da večina študentov pač v Belgiji ima težave, ne glede na jezik, z izražanjem akademskim, ne glede na jezik. Tukaj že dolgo časa za obrambo slovenščine oziroma za neke vrste razvoj slovenščine govorijo o posebnem predmetu slovenski jezik v znanosti, ki naj bi bil obvezen na vseh fakultetah. Mislim, to je zelo relativno, meni se zdi, da bi moralo biti pač znanje pisanja in v lastnem maternem jeziku in v angleščini in mogoče še v kakšnem se dalo skupaj v en predmet dati, ampak pri nas je to na nek način s tem paralelnim mišljenjem
tako rekoč nemogoče, ne? Ker nihče ne posvoji te ideje, težko jo je pa tudi uvesti na ta način, da poskusi nekdo, zato ker z vsemi temi predpisi in z vsemi grozno komplicirano v resnici. Ne? Kar bi jaz rekel? Jaz sem že dolgo časa zagovarjam, da mora biti univerza avtonomna pri teh odločitvah, hkrati pa mora znati biti odgovorna in tukaj ne moreš vedeti, ali bo univerza odgovorna ali ne bo odgovorna, če ji ne prepustiš te odgovornosti. Tukaj pač jaz se zelo strinjam, hkrati pa vem, da se marsikdo o jeziku in jezikih ne zna stvarno pogovarjati. In cel kup je takih mitov. En tak mit je recimo ta terminologija, ker nekdo, mislim, marsikdaj govorimo, pa je terminologija za neko področje, jo kdo dela, ja jo dela, ampak če jo nekdo dela, pa jo nekje zapiše, pa jo nihče ne uporablja, je ta terminologija mrtva in to se nam recimo že na nekaj področjih dogaja. Tega sistematičnega spremljanja tam, kjer je pa slovenščina, pa flamščina, pa francoščina, pa realni jezik, je tam, kjer je materni jezik širokopasovni dostop informacij do manj specializirane publike. In to je promocija znanosti, ki je pri nas, pa ima težave. Ne? Bi rekel, ta obrat je treba po mojem absolutno pospešiti, promovirati, ne pa pričakovati, kot tudi nekatere moje kolegice in kolegi pričakujejo, da bo kar vsak znanstvenik najprej v slovenščini vse pisal in vse naredil, ne glede na realnosti objavljanja, življenja, financiranja in tako naprej. Ne? To se pravi, povečati to produkcijo, hkrati je pa pri administrativnih zadevah, je pa kolegica Javornik super povedala to s švedščino, ne? Mislim, super povedala. Zdaj, ali reči, ker bomo imeli tuje raziskovalce, bomo poenostavili administracija, je lahko tudi v angleščini, pa zdaj pa se bomo, za koga je lahko v angleščini, za vse, ali samo za tujce, ali tudi za Slovence. Tam se pa začne zapletati, veste, ker potem je treba izbirati in tukaj se mi zdi pa, mislim, bi jaz mnogo manj bil naklonjen kar tako avtomatični enakopravnosti angleščine, bi pa absolutno ozaveščal o možnostih, kolega Kačič se ukvarja s tem že celo življenje, tudi z avtomatskimi jezikovnimi obdelavami. Te stvari napredujejo, sicer ne tako, kot si želeli in ni tako financirano, ampak prevajanje, tolmačenje, vse te stvari se morajo razvijati, če hočemo svoj jezik imeti za vitalnega. Zdaj, sam neke terminologije občasne ne bo dovolj. Ne? In tudi kolegica Čopič, če tako rečem, če ne bi bila povabljena in rekla, bom jaz v slovenščini, ker imam za sabo to, da rada pišem, rada ne vem kaj, pač tistega enega koščka, najbrž tiste terminologije tam ne bi bilo, vsaj kot zasnutka. In te priložnosti je treba ustvarjati, se mi zdi, da društvo Vtis imam vtis, da je eno od najbolj, mislim, zato poklicanih poleg države. Hvala. Torej, ne samo na nek način jezikovno vprašanje, seveda širše vprašanje našega bivanja, delovanja in izražanja. Doktorica Javornik, kar nekaj predlogov zdaj tudi konkretnih smo recimo slišali o točkovanju, prevajanja terminologije in o tem pravzaprav, kako vse skupaj se razširja na družbo in kako iskati kanale, ki so več kot samo terminologija, kot smo slišali profesorja Stabeja. Mogoče hkrati ob tem vključim še vprašanje gospoda Vida, ki je vprašal, kaj je ključ do uspešne implementacije angleščine v univerzitetne programe oziroma potencialno uspešen pristop. Se mora izobraževalna inštitucija ciljno usmeriti v organizacijo mednarodnih študijskih programov za ciljno privabljanje mednarodnih študentov ali najprej uvesti programe v tujem jeziku za slovenske študente in se potem bolj in bolj priključujejo tuji študenti. Doktorica Javornik, izvolite. Hvala lepa najprej vsem za brezplačne predloge. Štejem to kot del vašega akademskega državljanstva. Pri izmenjavi znanja dobite dodatne točke za pri financiranju. Ampak tako na moje veselje, z veseljem povem, da nič, kar so kolegi in kolegice povedali, ni novega, nič ni nekaj, česar ne bi že v Sloveniji kar nekaj let počeli. To pa je zaskrbljujoče, ker če namreč to že nekaj let počnemo in so rezultati še vedno v povprečju za večino nezadovoljujoči, pomeni, da verjetno ti pristopi niso najbolj učinkoviti. Društvo Vtis bo verjetno znalo samo povedati, predstavniki, glede na to, da smo še v preteklosti v drugih funkcijah sodelovali ravno pri tem predlogu
priprave sistemskih virov za vračanje oziroma kroženje slovenskih možganov, vračanje nazaj v Slovenijo. Potem imamo shemo Aleša Debeljaka, ki prav tarčno vabi prav k vračanju, ne samo začasnemu delu v Slovenijo, ampak prav k vračanju nazaj v Slovenijo. Skratka, ta koncept kroženja možganov je zagotovo izjemno kompleksna stvar. Zdaj pri eni stvari, recimo, ko začneš administrativno upravno urejati te stvari, se seveda potem pogosto zaplete. Vprašanje tukaj je, kaj je prej jajce ali kokoš, čeprav so že tudi odgovor na to vprašanje nekateri odkrili. Skratka, Slovenija mora na nek način pospešiti ne samo vračanje Slovencev, ampak tudi pospešiti pošiljanje Slovencev v tujino, pa ne samo študentov. To na nek način že počnemo, pa počnemo recimo precej spolno segregirano, ravno zaradi tega, kako je ta ukrep zastavljen, ne upošteva določenih specifik in tako naprej. Skratka, zelo veliko stvari in korakov je, ki se jih zavedamo in bi jih bilo potrebno zelo hitro integrirati in nekoliko počistiti obstoječe ukrepe. Seveda je pa vedno potem vprašanje samih finančnih resursov. Pri omejenih finančnih resursih se pač mora država vedno opredeliti za neke prioritete. Nažalost, tega si z vidika nekoga, ki deluje v akademiji, pač ne bi želela, da moram jaz prioritizirati za kogarkoli, ampak tako je kruto dejstvo. Vprašanje ustvarjanja teh priložnosti je pa zagotovo na mestu. Recimo drugo vprašanje, ki ga imamo, je eno zelo bolečih vprašanj. Naprimer, zelo veliko naših diplomantov se odlije v sosednje države. Zlasti se nam to zgodi, naprimer, kolega Kačič bo povedal, Univerza v Mariboru, recimo, kjer se zelo agresivno rekrutira naše študente in diplomante še v času njihovega študija. Skratka, tukaj že prehajamo to polje samega znanja jezika, ampak zagotovo je v interesu Slovenije, ali pa bi pa to moralo biti, da izobrazi diplomante in diplomantke, ki so sposobni enakovredne udeležbe na globalnem trgu dela. In naš interes ne sme in more biti, da morajo naši diplomanti in diplomantke obvezno ostati v Sloveniji. In če smo odgovorni do svojih študentov in študentk, potem jih moramo v času študija opremiti z vsemi znanji in veščinami ter kompetencami, ki jih globalni trg dela potrebuje, upoštevajoč in spoštujoč zagotovo potrebe lokalnega trga in okolja. In tukaj je pa po moje tista nek spolzek teritorij, kjer se razlike med globalnim in lokalnim na neki točki absolutno preveč razmaknejo. In je treba verjetno tukaj, tako kot ste že večkrat izpostavili, pač zelo odkrito izmenjavati zelo različna stališča, zato da bomo, upam, da v nekem doglednem času približali poglede in zastavili razvojne cilje. Če se smem še navezati na tisto prvo vprašanje in vas čisto konkretno vprašati, kako bi vi videli nekako idealno sobivanje, je to v dveh vzporednih programih, je to v enem programu, je to v izročkih v tujem jeziku, se smo videli kar nekaj možnosti, ki jih je Margot predstavila na začetku, kako lahko to poteka, sobivanje. Zdaj, kot nekdo, ki sodeluje oziroma deluje v tujem okolju, vam bom povedala, da paralelna izvedba študijskih programov je absolutno nevzdržna in popolnoma nesprejemljiva, ker stori ravno to, čemur internacionalizacija ni namenjena. To pomeni, da segregira eno skupino študentov od drugih skupin študentov. Skratka, z tega vidika se ciljev internacionalizacije zagotovo ne da uresničiti. Poleg tega ustvarja entropijo predragocenih človeških resursov, finančnih resursov in tako naprej. In skratka, ne pride do tistega, dovolite ta izraz, žmohtnega elementa internacionalizacije, ker gre dejansko za prepletanje kultur, za pridobivanje medkulturnih veščin, ker gre za bogatenje, ne nazadnje, naših lastnih socialnih kapitalov in kulturnih kapitalov ob človeških kapitalih. In mislim, da je taka rešitev zelo slab kompromis realizacije 8. člena in jaz srčno upam, da bomo lahko staknili te možgane na malo manj čustven način in bistveno bolj racionalen, zato da naredimo rešitev, ki zagotovo deluje v prid tako teh, ki delajo v visokem šolstvu in znanosti, kot študentov in študentk. Profesor Kačič, večkrat ste prikimali vmes, kako vi vidite to nekako idealno sobivanje, oziroma kaj vi menite o tem čisto konkretno, glede na številne izkušnje?
Ja, hvala lepa. Jaz bi se še posebej dr. Javornikove zahvalil za te zadnje misli, kajti tudi sam sem prepričan, da pravzaprav paralelizacija študijskih programov, da nekako razumemo ob ne dovolj obsežnem tudi financiranju in zagotavljanju tako prostorskih, infrastrukturnih, po opremi in tudi kadrovskih kapacitet, seveda pomeni slabljenje univerzitetne skupnosti. Medtem ko običajna praksa v tujini, kjer se študenti vpisujejo v ene študijske programe, ki se izvajajo v angleškem jeziku, torej tako domači kot tudi tujci, seveda krepi, ker ima sinergične učinke. Ampak kar bi želel morda zdaj tukaj opozoriti je še enkrat. Najprej si moramo odgovoriti na vprašanje, zakaj sploh uvajamo angleški jezik, ko govorimo o angleščini, večino v slovenski visokošolski prostor. Še enkrat, 11 let je že učenje angleškega jezika za našimi dijakinjami in dijaki, ko se vpisujejo na univerze. Torej razumemo, da verjetno neko osnovno angleščino že obvladajo in seveda se potem strokovne doučijo in zato za njih ne sme biti problem. Ampak jaz bi raje zdaj opozoril še na en vidik, ki ga nismo sedaj omenili, to je pa bolonjska reforma. Pred 14 dnevi je bila ministrska konferenca ob 21. obletnici bolonjske reforme in takrat je bil tudi sprejet rimski komuniké. Če pogledamo sedaj celotno zgodovino, je jasno, kam Evropa teži in česa se Evropa zaveda. Verjamem, da se v slovenskem prostoru pred 20 leti nismo zavedali, na kakšno pot smo se nekako podali. Verjamem tudi in rezultati kažejo, da tudi zadnjih 10 let nismo vedeli, kaj pravzaprav bolonjska reforma pomeni. Zdaj se moramo tega zavesti. Če se ne bomo tega zavedli in če ne bomo naredili odločnih korakov v smeri, kamor gre bolonjska reforma, potem bomo pravzaprav obstali na obrobju. Gre namreč za to, da je na začetku, torej leta 1999, ko je bila podpisana, v prvih 10 letih pravzaprav poenotila strukturo visokošolskega prostora, v drugih 10 letih je začela z pripravami na življenje tega enotnega prostora preko Erasmus Plus programa, ki ga vsi zelo dobro poznamo, kjer je posamezne študijske enote verificirala in med seboj torej gradila zaupanje med univerzami, da so študijske enote, ki jih izvaja posamezna univerza, za njihove študente ekvivalentne njihovim, zato je bilo tudi medsebojno priznavanje. Sedaj tretja faza, in tukaj je velika večina evropskih držav razvila študijske programe v angleškem jeziku, ki jih je ponujala seveda tem študentom, plus še druge iz tujine privabljala. Sedaj tretja faza, ki pa jo sedaj začenjamo, pa je koncept evropskih univerz. To pomeni institucionaliziranih evropskih univerz, kjer je prvi korak so evropske mreže. Na srečo smo tako Univerza v Ljubljani, ki je pridružena evropski mreži Utopija, in tudi Univerza v Mariboru, evropski mreži Atena, kjer se mi pogovarjamo o institucionalizaciji evropskih univerz. Kaj to pomeni? O ustanovitvi evropske univerze, ki bo sestavljena iz 5-6 evropskih univerz formalizirano, tako kot je Univerza v Mariboru ali Univerza v Ljubljani organizirana. Nekoč v prihodnje bo imela svoj senat, bo imela svojega rektorja. Jasno je, da bomo tam lahko predavali zgolj v angleščini. Če mi tega ne bomo imeli, če mi te možnosti ne bomo imeli, po nacionalnem programu, kot ste povedali že na začetku, je do 2020 bil cilj, da ima vsaka univerza nabor študijskih programov, ki jih izvaja v angleščini. Ravno iz tega razloga, da bi se lahko zdaj v naslednjem desetletju pa aktivno vključili v to. Mi smo pa zdaj pred tem, da se sprašujemo, kako bo lahko Univerza v Ljubljani in pa seveda Univerza v Mariboru sploh sodelovala v teh projektih, ki so zdaj 3-letni, pozneje se še bodo nadaljevali, zgolj tisti, ki se bodo izkazali z nekimi kakovostnimi programi in seveda torej joint degree, skupnimi programi, ki bo jih izvalo 4-5 različnih univerz, kjer se bodo študenti vpisali v te skupne programe, jih izvajali v angleškem jeziku, sodelovali pri študijskih programih na različnih univerzah, je jasno, kam gre pot razvoja visokega šolstva v Evropi. V smeri, da ostaja konkurenčnost svetovnemu, globalnemu visokošolskemu prostoru. In te stvari, jaz mislim, je treba razumeti, potem bomo lažje govorili o tem, kje se izzivi, kako to sobivanje pravzaprav tudi nekako urediti.
Najlepša hvala. Naša vprašanja se širijo, naš čas pa oža, kar pomeni, da imamo samo še 5 minut. Doktorica Čopič, če skušam nekako pripeljati to debato optimistično, rekli ste oziroma omenili ste mi v pogovoru pred to debato, da nam vendarle manjka nekaj samozavesti in optimizma tudi v povezavi z našim jezikom. Ja, v bistvu v povezavi z jezikom, Slovenijo bi rekla, s tem, kaj lahko Slovenija ponudi ljudem, spet se bom vrnila na ta beg možganov, a ne. V bistvu, recimo, iz svoje izkušnje spet govorim, jaz že 20 let živim strani Slovenije, vsakeč, ko pridem nazaj v Slovenijo, kar je zelo pogosto, se mi zdi to lepša dežela. Slovenija ima ogromna bogastva, ki jih nimaš drugje. Tako da, tako kot sem jaz recimo šla živeti nekam drugam, ravno tako lahko pridejo ljudje živeti v Slovenijo. Zdaj, nisem vedela, da so ti programi, koliko bi morali biti tujih ljudi zaposlenih na slovenskih univerzah, ampak to je nek pretok, to je tisto, kar daje univerzi bogastvo, kar jo vpenja v mednarodno okolje, privablja študente, tako da v bistvu študenti pridejo, če so programi, ki bojo privabljali študente, pridejo pa tudi, če poznajo univerzo, če so tam ljudje, za katere so že kdaj slišali. Recimo, jaz imam eno kolegico, ki uči na Ljubljanski univerzi, ki je Grkinja, ona mi je povedala, ona ima 3 doktorske študente iz Grčije. Zakaj so prišli? Zato, ker je ona Grkinja zaposlena na Ljubljanski univerzi. Tako da v bistvu vse to spodbujanje internacionalizacije univerze je nekako nujno za kakovost. Zdaj zahteva angleščino. Če nimamo strahu, da bo to izpodrinilo, zdaj v bistvu vsi ti ljudje, ki pridejo v Slovenijo, se učijo slovenščino, ne. Recimo jaz v tujini svojo hči, ki je Francozinja, z njo govorim v slovenščini, tako da slovenščina se lahko širi in spodbuja na različne načine, ni samo tisto pač izpiti, ki jih imamo na univerzah pa v šolah, a ne. In nekako vse to se da, če se zavedamo, da Slovenci smo neko dejstvo, ki ne bo šlo drugam, in potem tudi lahko lažje sprejemamo druge jezike in se pač nekako zavedamo, da brez njih ne moremo, ne. To je gotovo ena stran, ne, Slovenci, ki odhajajo, Slovenci po svetu, in pa druga stran je pa seveda tujci, ki prihajajo sem in se potem tudi, kot smo slišali, učijo slovensko. Mogoče, doktor Žunkovič, vprašanje, s katerim bomo mogli zaključiti, je pa vprašanje enega izmed prisotnih na tej okrogli mizi poslušalcev. Torej pravi, da veliko govorimo o varovanju slovenskega jezika v slovenskem akademskem prostoru, da pa pogreša pogovore, kako slovenski akademski prostor varuje jezik v širšem smislu, predvsem v povezavi z digitalizacijo. Na primer, omenja Google prevajalnik spletnih strani iz angleščine v slovenščino, ki je menda slabši kot za večje jezike. Tukaj imamo, mislim, da vsi kakšno izkušnjo, pa recimo druge aplikacije in tako naprej. Mogoče kakšna misel ob tem in kakšen izziv za sobivanje? Jaz bom tu bi kar pritrdil kolegi Stebeju, da jaz sem optimističen glede razvoja jezikovnih tehnologij, prevajanja, možnosti prevajanja in tako naprej. Jasno, trenutno so stvari še relativno nerazvite. Slovenščina prevedena iz angleščine prek Google je obupna, najbrž tudi obratno bi si predstavljal, verjetno bolj obupna, kot če bi prevajali nemščino in angleščino. Ampak tako bom rekel, no, zdi se mi, da jezika ali pa da slovenščine kot jezika ni treba varovati, da to varovanje nima nobenega smisla, da je jezik treba uporabljati in da ga je treba razvijati, in univerze ali pa tudi konec koncev država mora oblikovati takšno jezikovno politiko, da se slovenski jezik uporablja. To je moje mnenje. Mi je tudi to odgovor na vprašanje, kako zagotoviti nekako sobivanje, uporaba v teh različnih načinih. Ja, deloma je to odgovor, zato ker morajo biti jeziki tudi v tem akademskem svetu nekako enakovredni. Zdi se mi, da mora biti tudi slovenščina rabljena enako kot angleščina, če se le da. Torej, to ne pomeni samo slovarje, to pomeni dobesedno rabo, in vsaka raba je pohvalna in vsaka raba mora biti
zlasti znanstvena raba mora biti nekako, kako bi rekel temu, nagrajena, mora biti vrednotena, cenjena. Prav. Najlepša hvala. Dragi sogovorniki, naš čas se nam je iztekel, ni se pa iztekel čas za debato v okviru te okrogle mize, le da jo zdaj selimo na Slack platformo, kjer se bo nadaljevala. Prav tako prosim vsem, ki ste zastavili tudi oziroma povedali svoje izkušnje, svoje poglede iz tujine in zastavili še kakšno vprašanje, da to prenesete na platformo, ki so jo pripravili organizatorji. Mislim, da smo danes odprli številne teme, se pri kakšni morda ostavili kaj več časa, gotovo pa na svoj vrstni način pokazali, da bo vprašanje sobivanja slovenščine in angleščine, pa še kakšnega jezika, pa tudi razvoj slovenskega jezika, vedno, kadar se bomo takole sestali, pomembno vprašanje, ki bo odprlo še več novih vprašanj. Hvala pa predvsem za vse odgovore, predvsem tiste čisto konkretne ideje in pa tudi za nekaj drznosti v njih vsem mojim sogovornikom, ki se vam še enkrat zahvaljujem za to debato in želim uspešno delo. Vam pa še naprej veliko dobrih vtisov na vtisovem simpoziju. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Najlepša hvala vsem sodelujočim pri tej okrogli mizi za tako zelo zanimivo razpravo. Kot omenjeno, vas vabimo, da diskusijo nadaljujete na spletni platformi Slack, za katero ste dobili vabilo ob prijavi na simpozij, prav tako pa smo ravnokar delili link v chat funkciji. Na Slacku, namenjenemu simpoziju, boste našli različne kanale, namenjenemu vsakemu izmed današnjih panelov. V tem primeru za okroglo mizo, namenjenemu panelu, prosim, zastavljajte vprašanja in nadaljujte diskusijo v naslednjih dneh.